Dobro jutro. Dati v bistvu ponudbo v svet je dokaj pogumno, če pogledamo čisto tako resnično, ne. In to, da damo neko ponudbo v svet, je približno tako, kot da skuhamo recimo eno ful dobro večerjo in se res ful potrudimo, a ne, jo iz srca naredimo z ljubeznijo, cel dan kuhamo, pripravljamo svežo nasekljano hrano, sestavine, ne, in potem skuhamo in je res vrhunsko. In potem se zgodi, da nihče ne pride na večerjo. In mogoče, če nihče ne pride na večerjo ali pa samo malo pogledajo pa potem grejo, a ne, ker mogoče nimajo časa in tako naprej, lahko hitro da neki občutek, da ta jed, kar smo mi pripravili, ni okej. In mogoče lahko dobimo tudi občutek zavrnjenosti, mogoče občutek nevidnosti, žalosti, a ne, da smo toliko energije vložili, pa nihče niti ni hotel pogledati ali pa nihče ni zdaj tega izkoristil, pojedel. Začnemo dvomiti lahko vase, a ne. Mogoče pa sploh ni tako dobro, kot sem jaz recimo mislila, ne. In lahko začnemo res dvomiti vase in gremo v to negativno spiralo, kjer začnemo potem prilagajati to svojo jed, recimo to svojo večerjo ali pa to svojo ponudbo, če gremo zdaj že bolj konkretno, a ne, začnemo prilagajati na to, kar mi mislimo, da drugi mislijo, da jim bo všeč ali pa da bodo naredili korak naprej, a ne. In začnemo spreminjati ponudbo, začnemo spreminjati ceno, začnemo spreminjati sebe, a ne, in začne se izgubljati jasnost. Brand postane kar neki miks, kar nekaj, a ne, brez energije, kar neka gmota nekih čudnih kopij od povsod drugje. Ne veš več sploh recimo, za koga delaš in pa zakaj in tako naprej, a ne. In gremo lahko torej po tej spirali navzdol. In kaj lahko pride kot najhujši scenarij, kaj se potem lahko zgodi? Da nehaš v bistvu ponujati točno tisto, kar je najbolj pomembno za tvoje stranke, pa mogoče tudi zate. Poslanstvo mogoče zamenjaš za neko varnost, za neko varno ponudbo, ki se bolj prodaja, a ne. In kaj to pomeni? To vedno vodi v tisto, da začne ugašati tvoja iskrica, za katere si sploh mogoče začel ali pa začela delati to, kar počneš. In ker ne želim, da se ti to zgodi, ti dam mogoče kakšen predlog, kaj lahko narediš, da tvoje poslanstvo postane vredno in vredno tudi v očeh drugih ljudi, a ne. Prvi korak oziroma eden izmed teh korakov je tudi to, da se jasno pozicioniraš. Ker jasnost vodi, z jasnostjo lahko sploh daš neko vrednost oziroma bodo videli tvojo vrednost, ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da če imaš ponudbo, ki je za vse, potem čisto zares ni za nikogar, a ne. In ko ljudje kupujejo, želijo nekaj, kar bo, torej če ima nekdo problem, a ne, in želi rešiti ta problem, bo seveda to rešitev kupil od nekoga, ki je specializirano za njega in ne nekaj splošnega, a ne, v večjih primerih. Zato je res zelo pomembno, da se fokusiramo, da imamo jasno pozicijo. Drugo je, da ponudba je fajn, da rešuje neki konkretni problem. Da ni samo nekaj, kar je fajn imeti, ampak je nekaj, kar je nujno imeti. In to ne pomeni, da bomo zdaj manipulirali pa jih zavajali in kar nekaj si izmisli, a ne. Ampak da iskreno razmislimo, zakaj si stranka to sploh želi imeti. Mogoče sploh ne vidi, kaj je v ozadju pri tem, a ne. Ta primer recimo dam tudi velikokrat. Mogoče ima nekdo glavobol, a ne, in če ima glavobol in išče, kje zdaj lahko kupi aspirin, ti mu pa ponujaš vodo, zaradi tega, ker je pač mogoče dehidriran in zaradi vode ga boli glava, a ne, in je to rešitev, ampak če mu ti samo vodo ponujaš in mu ne razložiš, zakaj potrebuje zdaj to vodo, te verjetno ne bo niti videl, a ne, kot neko opcijo oziroma kot neko možno rešitev. Zato je torej tudi tu je fajn, da pogledamo, ne, ali imamo ta pravo sporočilnost, ali nas sploh slišijo, ali sploh razumejo, o čem govorimo, kaj je naša ponudba in tako naprej.
Tretja točka, ki sem jo želela se dotakniti, je, da zaupanje pride s ponavljanjem, ne s prilagajanjem. Včasih podjetniki kar prehitro vržejo puško v koruzo, in namesto, da bi v bistvu naredili eno res vrhunsko ponudbo, za katero stojijo, in potem vztrajali tako dolgo, da jo tako dolgo optimizirajo in pilijo, da bo začela se prodajati, seveda je fajn, da jo prej pretestiramo, če je to sploh nekaj, kar si ljudje želijo, in ponavadi se zgodi, da potem namesto tega, da bi izpilili eno ponudbo, pa potem šli naprej, nenehno naumljajo nove in nove ponudbe. In nobena se običajno ne prodaja čisto tako, kot bi si želeli. Zato tukaj je zelo pomembna tudi vztrajnost. In pa četrta točka, ki sem se želela dotakniti, je torej že delno o tem, kar sem govorila, da včasih ljudje ne razumejo tvoje vrednosti, ker ponudba mogoče še ni bila skomunicirana na pravi način. Ali pa da ta vrednost ni v očeh stranke. Torej, če mi o ponudbi, recimo govorimo o ponudbi, kaj vsebuje in tam naštevamo, ne vem, na desetine, kaj vse dobijo, in stranka ne vidi vrednosti v tem, v bistvu zamujamo veliko priložnost oziroma se ne bo ta stranka potem odločila za nakup. Zakaj? Zaradi tega, ker mogoče je stranka išče rešitev, ki bo jo čim prej lahko implementirala in dala, torej, in se rešila tega problema, ki ga ima. In če ji mi ponujamo na desetine 2-urnih treningov, jo lahko iz tega že izgubimo, ker mogoče ne bo razumela, da potrebuje, ne vem, neko tako obširno znanje, ampak če mi tega ne skomuniciramo, lahko stranko tudi zelo, zelo hitro izgubimo. Zato ne obupati, ravno zadnjič sem spet prebrala, pa se spet ne spomnim, od kje je nek tak rek, da ne moreš ne uspeti, če ne obupaš. Če pa v bistvu greš naprej, pa sigurno prideš do uspeha slej ali prej. Tako da tudi jaz verjamem, da ti bo uspelo, da si na pravi poti in če si želiš pa moje podpore, ne pozabi, ker so se odprla torej vrata v program Legendarni, kjer lahko v enem letu totalno transformiraš svoj posel. Tako da vabljen pa vabljena, da si pogledaš, da se pridružiš, če imaš kakšno vprašanje, pa seveda sva lahko tudi na vezi. Vse informacije najdeš na moji spletni strani mod.si / Legendarni ali pa klikneš na link pod tem videom.